pravi, kot da je konec. Končali smo s tabo, ne potrebujemo te več. Končala si. Znanstvenica, njen mož in domnevna zarota, da jo ubijejo na njen rojstni dan. Poleg tega je tu še priznanje. Mislil je, da ga je Ari, moja mačeha, varala. In da jo je poskušal ubiti. Ampak obstaja preobrat, ki ga verjetno nikoli nisi pričakovala. Gerhard, ali ste tisti dan v gorah načrtovali umor svoje žene? Ni. Ste jo poskušali vreči iz pečine? Ne. Vse to pregledam, ko Gerhard König priča v svojo obrambo. Sem Anželet Levi in to je Crime Fix. Gerhard König je bil uspešen anesteziolog. Z ženo Ariel sta imela 2 otroka. Königovi so živeli na Havajih, v raju. Ariel König je bila jedrska znanstvenica. To sta 2 zelo pametni, uspešni osebi in oba pravita, da sta verjela, da imata srečen zakon. Toda nekega dne marca 2025 je šlo nekaj hudo narobe na vrhu gore na Oahuju. Ariel pravi, da jo je Gerhard poskušal ubiti, vendar Gerhard pravi, da to ni res in da je svojo ženo udaril s kamnom po glavi le v samoobrambi. Vendar je Gerhard tisti, ki mu sodijo zaradi poskusa umora. Tako Ariel kot Gerhard se s tem strinjata. Bila sta na svetovanju, ker je Ariel naskrivaj dopisovala s sodelavcem prek WhatsAppa. Ste kdaj imeli spolne odnose z Jeffreyem Millerjem? Ne. Ste si v teh sporočilih na WhatsAppu z Jeffreyem Millerjem kdaj pošiljali spolno eksplicitne fotografije? Ne. Ste v sporočilih sploh razpravljali o seksu? Ne. Ste v teh sporočilih flirtali z Jeffreyem Millerjem? Da, nekatera so bila nekoliko spogledljiva. In ko vas je obtoženec decembra soočil s temi sporočili, kako ste se odzvali? Bilo mi je žal. Veste, očitno ga je prizadelo. In res sem bila predana svojemu zakonu in svojemu možu. In zato sva se dogovorila, da bova to prebrodila in poskušala, veste, nekako obnoviti najin odnos, ker sem njegovo zaupanje zagotovo izdala in sem videla, da ga je prizadelo. Kot par, kako sta vidva z obtožencem opisovala ta sporočila na WhatsAppu? Zdaj je bilo to kot afera, zato sva to poimenovala čustvena afera. Pravite čustvena afera? Čustvena afera je pravi izraz, ja. Zdaj, to je tisto, kar je Ariel König povedala poroti o napadu na gori marca 2025. Ali nam lahko poveste, kaj se spomnite, da je rekel, ko je bil nad vami? Mislim, jaz kričim, on pa mi govori, naj utihnem. Nihče te tukaj ne bo slišal, nihče ne bo prišel, da te reši. In jaz pravim, ne moreš tega narediti. Vsi vedo, da sva na pohodu. Vedeli bodo, da to ni bila nesreča. Najni otroci bodo sirote. Ti bo šla v zapor, jaz bom mrtva. Moraš nehati. In spet pravi, da je z mano konec. Končali smo s tabo, ne potrebujemo te več. Gotova si, gotova si. Ali je to, da ste obtožencu povedali, katero od teh stvari povzročilo, da je prenehal? Ne, ne ravno. In rekla sem mu nekaj takega kot: tvoja mama mi je pravkar poslala res lepo sporočilo za rojstni dan. Tvoja družina bo žalostna, če umrem. Ne boš mogel pogledati najinih otrok v oči potem, veš. In takrat se je res zdelo, da kot da se je malo pomiril. Zdelo se je, da je globoko vdihnil in se umiril. In takrat sem imela občutek, da je to priložnost, da lahko pobegnem. In potem me je začel udarjati s kamnom. Tudi Gerhardov najstarejši sin Emil je pričal za tožilstvo. On je Gerhardov sin iz njegovega prvega zakona. Da se ne bo vrnil na Maui in naj dobro skrbim za mlajše otroke, ter da ga je Ari, moja mačeha, varala in da jo je poskušal ubiti. To je veliko, ampak bom to malo razčlenil. Rekel si, da je poskusil. Rekel si, da ti je obtoženec povedal, da je poskušal ubiti Ariela. Je to prav? Pravilno. Ti je povedal, kaj se je zgodilo z Arielom? Ni povedal. Ti je povedal, kam je šla? Ne.
Ti je obtoženec povedal, zakaj je poskušal ubiti Ariel? Ne. Ti je obtoženec med tem klicem ob 10:42 povedal kaj o tem, kaj namerava narediti naslednje. Med tem klicem je rekel, da je njegov naslednji načrt skočiti iz pečine. Toda Gerhardt je stopil na klop za priče, da bi se branil pred obtožbo poskusa umora in pravi, da je pravzaprav on žrtev. Njegovo pričanje se je začelo s tem, da je poroti povedal, kako je spoznal Ariel. V redu. Potem, ko ste se ločili od svoje prve žene, ste začeli ponovno hoditi na zmenke. Da, In ste poskusili z aplikacijami za zmenke. da. Kako je to šlo? Na začetku sem uporabljal nekaj brezplačnih aplikacij za zmenke. Spoznal nekaj ljudi in na koncu sem se prijavil na plačljivo aplikacijo eHarmony. eHarmony. In potem, ko ste se prijavili na eHarmony, ste tako spoznali Ariel. Ja, dejansko me je tam našla, tam so se povezala in nekaj časa klepetala. Mislim, da so se povezala februarja 2016, nato pa sva se srečala v baru konec marca 2016. Prvič, ko si jo srečal, prvi zmenek, če temu tako rečeš, je bil v baru? Ja. V Pittsburghu. V redu. In potem sta se še naprej videvala? Ja, torej ja. Ja. V redu, oprosti, naj se popravim. In potem sta še naprej hodila na zmenke. Ja. Gerhardt je nato govoril o tem, kako sta se z Ariel poročila in imela otroke. Mislim, da si rekel, da sta se spoznala leta 2016. Da. Kdaj ste se ti in Ariel poročila? 2018. Kje si živel med letoma 2016 in 2018? Oba sva živela v Pittsburghu, vsak v nekoliko različnih predmestih mesta. Ona je živela severno od mesta, blizu svojega delovnega mesta. Jaz pa sem živel nekoliko zahodno od mesta. Bila sva približno 1 uro narazen, zato sva en teden preživela pri meni doma z otroki, ko sva jih imela, nato pa en teden v njeni vrstni hiši na severu. In bil sem v Pittsburghu. V Pittsburghu. Ja. In si opravljal službo, ki si nam jo pravkar opisal. Da. Po tvoji prvi ločitvi si imel 2 otroka. Si želel imeti več otrok z Arijem? Ja. Ja, to sem imel v svojem profilu na spletnih zmenkih. Ja, si želel imeti več otrok. Ja, v redu. In ste imela vidva z gospod König otroke skupaj? Da, 2 otroka. Sčasoma sta se par odločila zapustiti Pittsburgh in preselila sta se na Maui. Emil se je preselil z njima, prav tako tudi Arielini starši. Vem, da je to veliko vprašanje, ampak te bom prosil, da nekako samo povzameš. Veš, prideš sem na Maui, marca 2023. Veš, imaš ta 2 mlada otroka, tvoj sin je tukaj, tvoji tast in tašča so tukaj. Dobil si službo. Kakšno je bilo življenje zate in tvojo družino od marca 2023 do decembra 2024? Lahko na kratko opišeš, kakšno je bilo? Ja, bilo je neverjetno. Selitev je bila na začetku malo stresna, ko smo prišli sem, ampak ko smo bili enkrat tukaj in smo se ustalili, je bilo to naše sanjsko življenje. Kupila sva hišo, zelo blizu bolnišnice, da lahko peš hodim v službo. In to je pomenilo tudi, da sem lahko vse dežurstva opravljal od doma in kadarkoli sem končal z delom, sem bil lahko doma v nekaj minutah. In to je pomenilo, da sem bil veliko več doma, kot sem bil v Pittsburghu na svoji prejšnji službi. In to je pomenilo, da sem veliko več časa preživljal z otroki in z Arijem ter Emilom. Lotil sem se veliko izboljšav doma. In potem smo kot družina veliko raziskovali, skoraj vsak vikend smo raziskovali Maui. Veliko smo počeli. Aktivnosti na plaži. Skoraj vsak vikend smo šli na plažo, se potapjali z masko, deskali, supali, hodili na pohode. V redu, torej ste lepo živeli. Ja, prek moje službe in prek Olinovega vrtca smo spoznali veliko prijateljev, nekaj njegovih prijateljev in njihovih staršev in smo se že lepo ustalili. Yeah. In naj te vprašam, veš, Ariel je pričala, ko jo je detektiv vprašal, kakšen je bil zakon pred decembrom 2024, je rekla, da je bil dober zakon. Se strinjaš s tem? Jaz sem mislil, da je bil odličen zakon, ja. Popolnoma se strinjam. Življenje je bilo dobro. Gerhardt pravi, vendar Gerhardt trdi, da je konec leta 2024 opazil nekatere stvari, ki so v njemu vzbudile sum. Kaj se je zgodilo? Najpomembnejša stvar, mislim pravzaprav edina stvar, ki sem jo opazil, je bila, da je bila ves čas na telefonu. Bila je preprosto ves čas na telefonu. Je bilo to bolj pogosto kot običajno?
Ja, veliko bolj kot običajno. In skrivala bi zaslon pred menoj. Kaj misliš s tem? Veš, ko sediš poleg nekoga in je na telefonu, lahko opaziš, da sedi na določen način. Vedno, nenehno premika svojo roko. Ja. Ko sem vstopil v sobo, je izklopila zaslon ali obrnila telefon na glavo. Si jo vprašal o tem? Sem večkrat. In vedno je rekla, pogovarjam se z Johnom, ki je njen najboljši prijatelj. Gianna je njena najboljša prijateljica. Torej, si o tem vprašal večkrat. Ja, več kot samo nekajkrat. In še naprej si to opazoval, no, ali te je to vedenje skrbelo? Da. In bil sem samo... Ja, bil sem radoveden. Bil sem zaskrbljen. Imaš prav. In ali je ona? Rekla ti je, ne skrbi, to je bila samo Gianna. Ja, in bila je kar obrambna glede tega. Gerhard Koenig je rekel, da je radovednost prevladala nad njim. Tako je Gerhard nekaj dni predtem, ko naj bi Ariel in Gerhard šla na izlet s prijatelji, pregledal Arielin telefon in našel veliko sporočil na WhatsAppu s tistim sodelavcem Jeffom Millerjem. In potem sem jih videl, kako komunicirata skoraj v realnem času, ker sem lahko videl, kako se sporočila pojavijo tudi na mojem zaslonu. In veš, takoj, ko se je pogovor nadaljeval, ko je minil, je kar naprej brisala prejšnja sporočila. Torej ni jih brisala v realnem času, ampak čez dan je brisala prejšnja sporočila. In vsebina komunikacije in to, kar je bilo izbrisano, ali je bilo to zaskrbljujoče? Ja, mislim, šlo je za isti tip pogovora, kot ga je imela z njim prejšnja 2 dneva. Kar pa ni pogovor, ki ga imaš s sodelavcem. To je pogovor, ki ga imaš s svojim zakoncem. Mislim, to je to. In potem, ko sem to gledal ves dan, kaj si zaključil? Glede tega, kaj se je dogajalo. Si vrgal? Mislim, imela je afero. Koenigovi so šli na svetovanje, marca 2025 pa so odpotovali na Oahu za Arielin rojstni dan, kjer so se odpravili tudi na pohod po gori. Pred pohodom je Gerhard Koenig povedal, da je podpisal dokumente, s katerimi je povečal izplačilo svoje življenjske zavarovalnine. Ali lahko prosim prikažemo prvo stran, gospod Dirks? V redu, poglejmo si to, prav? Torej, Gerhard na vrhu piše, prosim, podpišite prek DocuSigna. Je vaše ime, je življenjsko zavarovanje AAA. Predvidevam, da je to AAA. Je to tisto, kar ste izbrali? Da. Je to podjetje, pri katerem ste vzeli življenjsko zavarovanje? Da. In datum tam je 24. marec 802. Je to pravilno? Tako je. In to je bilo za dodatnih 500, ki ste jih dodali k milijonu življenjskega zavarovanja, ki ste ga zanjo sklenili nekaj tednov prej, kaj ne? Da. Prido? Ali ste se o teh dodatnih 500, ki so šli skozi, pogovorili z gospod Koenig in da je prišel e-mail, ki ste ga dokumentirali? Ste ji to povedali pred zvišanjem 24. marca 2025? Ker sem bila na parkirišču po kavarni in sem bil na telefonu. Rekel sem, veš kaj, zadnji del mojega življenjskega zavarovanja je bil pravkar odobren. Prosili so me, da to podpišem prek DocuSigna in sem to tudi počel. Vrido? To lahko sprejmemo. Samo želim ji povedati, da ji ne pišem samo sporočil ali kaj podobnega, ker sta bila skupaj zunaj. V redu, torej si povedal, kaj si gledal. Noben tvoj odgovor ni bil pritrdilen. Ja, hvala. In od tistega trenutka naprej, če bi se ti kaj zgodilo v nesreči ali kaj podobnega, bi ona dobila $1,500,000 pravilno? Pravilno? To je pravilno. Potem pa so se stvari na pohodu obrnile. Nadaljujete s pohodom. Kaj se zgodi na neki točki, no? Ali se je zgodilo kaj, kar je pripeljalo do prepira? Da. Povejte poroti, kaj se je zgodilo, kar je pripeljalo do prepira? No najprej, kako daleč v pohodu ste bili? Ne prav daleč. Približno 5 minut, po približno 5 minutah hoje, prideš do dela, kjer se pot malo izravna. In rob ni odprt, ni kot prepad, ampak je nekaj mest, kjer lahko prideš do roba prepada, če želiš. Tako da smo še vedno na istem območju, kjer je bila posneta tista slika. In Ari reče, hej, moram se s tabo o nečem pogovoriti. Veš, delam na tem projektu z Jeffom Millerjem in spet bom moral potovati z njim. In potrebujem, da si s tem v redu.
Je to v redu? Gerhard je povedal, da se je prepir končal, pohod pa se je nadaljeval in naredila sta selfie. Takoj po selfiju. Spomnim se, da sem stal tam na robu in gledal čez rob ter še vedno razmišljal o vsem, kar se je pravkar zgodilo in o tem, kaj se dogaja. In potem občutil sem, kot da me je nekaj sunilo in skoraj sem bil potisnjen čez rob. Občutil si sunek? Kdo te je sunil? Harry je. Kaj si naredil takoj zatem? Komaj sem se zadržal, se obrnil in jo pogledal ter rekel, kaj za vraga je bilo to. Obrnil sem se in si mislil, bil sem kar v šoku, kaj je bilo to? Ja. V redu, in potem ali si se premaknil proti njej? Ja, samo vprašal sem jo, veš, kaj je bilo to? In sem začel hoditi proti njej. Ker v tem trenutku je bila približno 1,5 metra ali 3 metre stran od mene. Tako je Gerhard König povedal poroti, da ga je Ariel poskušala potisniti s pečine. Da, na koncu, ja. In mimogrede, ko začneš hoditi proti njej, ali kaj govori? Sprva ne, ampak se obrnem in jo vprašam, kaj za vraga veš, kaj se je pravkar zgodilo in kaj se dogaja. In ko začnem hoditi proti njej, začne kričati. Začne kričati? Ja, pomagajte mi. Vredo? In kaj se potem zgodi? In potem samo hodim proti njej in jo vprašam, kaj pa delaš? In jo vprašam, zakaj kričiš? Ja, kaj pa delaš? In pridem do nje in, veš, se je dotaknem, samo položim roke na njene roke. In jo vprašam, kaj pa delaš? Kaj se dogaja? Kaj se potem zgodi? Še naprej kriči, potem pa me nekako zagrabi za zapestja, se vrže na tla in me potegne s sabo. Torej sta zdaj oba na tleh? Ja. Vredo? Ko si na tleh, kaj se začne dogajati? Ona se me drži, jaz pa poskušam ugotoviti, kaj se dogaja, ampak hkrati tudi poskušam izpustiti, poskušam se osvoboditi, ker me ona dejansko drži. Ona ima svojo nogo ovito okoli ene moje noge, Mike pa me dejansko drži in kriči. In tako poskušam, se osvoboditi. In eno roko si osvobodim, potem pa jo poskušam uporabiti, da bi si osvobodil še drugo roko. In ona me zagrabi za moda. Naj vas tukaj ustavim. Ste kdaj, v celotnem opisanem dogajanju do zdaj, poskušali potegniti njo proti sebi, jo odriniti stran ali jo vleči proti robu pečine? Ne, sploh ne. Gerhard nato pove poroti, da ga je Ariel napadla, ko sta se prerivala po tleh. In vse se je zgodilo zelo hitro. Ja, vesel sem, da si to omenil. Ali se je to dogajalo počasi, da si imel kaj časa? Vse se je zgodilo v manj kot minuti, mogoče malo več kot minuto, ampak recimo 2 minuti ali nekaj takega. Od trenutka, ko sva bila na tleh in me je prijela za moda. Zgodilo se je hitro. Vse potem, ko me je prijela za moda, se je zgodilo zelo hitro. V redu. In nisi meril časa ali kaj podobnega, to je samo tvoj najboljši približek zdaj. V redu. Torej zdaj ona se te drži, stiska ti moda in ti se nekako spopadaš s tem. Ona je na tleh, ti pa si nekako nad njo. Da. V redu. In? Rekli ste, da ste potem začutili, da vas je zadel kamen? Da. Kje vas je zadel? Na levi strani obraza. Kolikokrat? Nadaljevala je. Prvi udarec je res dobro uspel, potem pa sem jih lahko blokiral. Kar dobro. Zadela je še nekajkrat, vendar ne tako močno kot prvič. Je še vedno zadela tvoja moda? Ja. Tako da drži mojo modo in me preprosto tako udarja. In potem je nehala ciljati na moda? Na tej točki se je samo osredotočila na kamen. V redu? V redu, ja. Je bolelo, ko te je kamen zadel? Ali lahko prikažemo dokaz D30, ki je že v dokazih, vašo čast? Da? V redu. V redu? Gerhard, je to tukaj, kjer si bil zadet s kamnom? Da. Je to območje? Da. To lahko odstranimo. Zdaj te zadene kamen. Pojasnite poroti, kaj se zgodi naslednje in zakaj. Uspešno sem ji iztrgal kamen iz roke. Ali ima še vedno vaša moda? Da. Ji še vedno stiska? Da. Kaj si naredil? Jaz sem lahko ona me udarja in jaz blokiram,
potem pa začnem, veš, in jo ujamem. Ali je prerivanje zaradi kamna? Ja. Je blizu njenega obraza. Ja, mislim, da ja. Tako se zgodi. In končno dobim kamen. Kaj si naredil? Udaril sem jo s kamnom. Kolikokrat misliš, da si jo udaril? Udaril sem jo 2-krat. In ko si to storil, je še vedno držala tvoja moda? Da, vsaj sprva. Da. Zakaj si jo udaril? Zakaj si tako reagiral? Preprosto iz nagona, da se zaščitim. Kako hitro se je vse to dogajalo? Kar precej hitro. Res zelo hitro. Vmes, ko te je udarila s kamnom. In v času, medtem ko te je udarila s kamnom in ko si ti udaril njo s kamnom, ali si se lahko varno umaknil in pobegnil od nje? Ne. Zakaj ne? Držala se me je. Tudi za tvoja moda? Da. Si jo udaril? V obraz ali v oko s kamnom? Ne. Rekel si 2-krat, kje si jo udaril? Na strani glave. Gerhard je rekel, da se je počutil grozno, ker je bila Ariel poškodovana, kljub temu, da je trdil, da je bila ona napadalka. Pravi, da se je počutil brezupno in da je bilo vse izgubljeno. In želel je vse končati. Zato je poklical Emila, svojega najstarejšega sina, preko FaceTima. Tako je Gerhard pojasnil ta klic. Kje si bil, ko si opravil ta klic po FaceTimu? Bilo je na mestu, kjer pot ni bila tik ob robu pečine. Ker tam rob pečine pravzaprav ni bil pravi rob. Bil je kot 10 čevljev dolg, po še ven del in potem rob. Tako da sem bil v bistvu med robom pečine in potjo nekako sem se držal ob strani gore. Je bilo to precej strmo območje? Ja, zelo strmo. In ste bili nekako na strani gore? Oprosti, tudi tebi. Ja, oprosti. V redu. In samo da bo jasno, kraj, odkudar si ga poklical prek FaceTima, je bil to kraj, kjer se je zgodil incident? Ne. Na FaceTimu ali bi izgledalo, kot da si bil nekako na robu gore? Da. Si bil na zvočniku? Da. Mislim, si ga držal tako, da je lahko videl tvoj obraz. Da. In pokazal sem mu razgled in kje sem bil. Bilo je pričanje od policistov, da je bil tisti dan vetroven in da je to znano vetrovno območje. Se spomnite, da je bil tisti dan precej vetroven? Bilo je vetrovno, ja, tam zgore. Prvi ste bili na strani pečine, gore. Imaš jih na zvočniku na FaceTimu? Pihalo je, tako? Ja. V redu? Ste bili takrat zelo čustveni? Da. Torej, to je kontekst tega telefonskega klica, kaj ne? Da. Ste mu povedali, da vas je Ariel prosil, da ga pokličete in se poslovite, je tako? Da. Ali je bil vaš namen, da mu razložite prav vse podrobnosti o tem, kaj se je zgodilo? Ne. Ste mu priznavali, da ste tisti dan poskušali ubiti Arija? Ne. Ste imeli namen ubiti Arija tisti dan? Ne. Bi to povedali na ta način? Tisti dan sem poskušal ubiti Arija. Ne. Ampak ne oporekate, da je verjetno padla beseda ubiti? Ne. In ali lahko razumeš, kako bi lahko Emil v tem pogovoru dobil tak vtis? Da. In tako se je končalo neposredno zaslišanje Gerharda. Gerhard, ali si imel tisti dan na gori načrt ubiti svojo ženo? Ne. Ali si jo poskušal vreči iz pečine? Ne. Ali si jo poskušal zabosti z brizgami? Ne. Ko si jo 2-krat udaril s kamnom, zakaj si to storil? V samoobrambi. Potem je bila na vrsti tožilstvo, da preizkusi zgodbo Gerharda Königa. Država trdi, da je Gerhard skušal nadzorovati Ariel. Dr. König, Arielini otroci so bili stari 4 leta in 18 mesecev, ko ste želeli, da se izseli. Ali ni tako? Tako je. Nobena mati si ne bi želela izseliti iz hiše s tako starimi otroki, kaj ne? Tudi jaz ne mislim tako. Ampak to si ti želel, kaj ne? Želel sem, da se ona izseli iz hiše, da bi se lahko soočila z afero. In nisem želel, da se izseli iz hiše in škoduje svojim otrokom. Želel sem oboje. Zdaj, še ena stvar, ki si jo želel, je bila, da si želel, da Ariel pusti svojo službo, kaj ne?
Tako je. In to je delo nadaljavo, ki ga je lahko našla na Mauiju, kaj ne? Da, Na Maujiju ni jedrskih elektrarn, kaj ne? to je pravilno. Torej, če je želela Ariel nadaljevati kariero in v njej napredovati, je morala delati nadaljavo, kaj ne? To je pravilno. Če bi ostala na Maujiju, kaj ne? Da, In ko bi Ariel dala odpoved, kot je bil tvoj načrt, bi bila 100% odvisna od tebe in tvoje plače, kaj ne? bila bi odvisna od najnega premoženja, ki je bilo skupno. Imela sva skupni varčevalni račun, imela sva skupni dom, imela sva skupna vozila. Hrana v hiši je bila skupna. Mislim, imela sva veliko stvari v hiši in vse so bile skupne. Kot družina bi za krajši čas izgubili njen dohodek. Ima zelo dober življenjepis. Verjetno bi lahko dobila službo v nekaj mesecih, veš. Če bi pa trajalo nekaj mesecev, smo bili na to pripravljeni. Ko je Ariel zapustila svojo službo, kot je bil vaš načrt, bi bil vi edini, ki bi prinašal dohodek, kaj ne? Jaz bi bil edini, ki bi prinašal plačo domov. Ja, ona ni imela službe, to je res. Ona bi bila odvisna od vas in vaše dobre volje, da bi ohranila streho nad glavo svojim otrokom, kaj ne? Ne. Ona bi bila odvisna od vas in vaše plače, da bi nahranila svoje otroke, kaj ne? Ne. Želeli ste, da Ariel opusti svojo kariero, kaj ne? Ne. Želeli ste zagotoviti, da Ariel nikoli več ne bo imela stika z Jeffreyem Millerjem, kaj ne? Moja močna želja je bila, da nikoli več ne bi imela stika z gospodom Millerjem. In da bi to dosegel, si želel imeti dostop do Arielevega telefona ves čas. Ali ni tako? To nikakor ni res. Dejansko si imel Arielov telefon decembra 2024, ali ni tako? Tega ne bi rekel. Njen telefon sem imel večkrat v rokah. Ne bi tega opisal tako, kot si pravkar rekel. In decembra 2024 si spremljal njeno komunikacijo potem, ko si se z njo soočil, kaj ne? Večkrat sem jo prosil, da mi pokaže, s kom komunicira, in mi je pokazala. Edini čas, ko sem spremljal njeno komunikacijo, je bilo 48 ur, ko sem spremljal sporočila na WhatsAppu. Večino teh pa sem spremljal na svojem računalniku, ne na njenem telefonu. Torej danes pravite, da ste njeno komunikacijo spremljali le malo, kaj ne? Ne vem, kaj mislite z le malo. Pravkar sem vam opisal, kako sem spremljal njeno komunikacijo. Včeraj ste pričali o tem, kaj ste mislili, da mora Ariel narediti. Ali ni tako? Tako je. Pričali ste, da. Je morala, citiram, proaktivno se odpovedati zasebnosti. Drži? Da. In tudi rekli ste, da se je morala sprijazniti z izgubo zasebnosti. Je to prav? Tako je. To ste si želeli, kaj ne? To sem si želel. Tega na koncu ni naredila, kaj ne? Ne. Tožilstvo trdi, da Ariel morda ni vedela za pohod pred rojstnodnevnim izletom. V redu. 24. marca 2025 sta z Ariel prišla v OER na Oahu. Drži? Da. In prišla sta na Oahu, ker je bil Arielin rojstnodnevni vikend. Je tako? Tako je. In Arielin rojstni dan je dejansko 24. marca, drži? Da. Letalske karte za potovanje ste kupili vi, drži? Da. In seveda ste kupili povratne karte, kaj ne? Da. Torej ste imeli načrtovano vrnitev na Maui 25. marca 2025, pravilno? Da. Hotel ste rezervirali za vikend izlet, drži? Sem. Informacije o wellnessu ste poslali Arielu pred izletom, kaj ne? Da. In potem ste rezervirali wellness, kaj ne? Da. Arielu niste elektronsko poslali nobenih informacij o pohodu na Polipuko, ali to drži? Mislim, da nisem. Tožilka je prav tako zasliševala Königa glede njegove izjave o tem, kako se je počutil, ko je izvedel, da se Ariel pogovarja z Jeffom Millerjem na WhatsAppu. Torej, potem, ko to poveš svojemu najboljšemu prijatelju in najboljšemu prijatelju Ariel, se dejansko soočiš z Ariel, kaj ne? Tako je. In si jezen, kaj ne? To ni bil glavni občutek v tistem trenutku.
Čutil sem veliko drugih občutkov, ampak bil sem tudi jezen. Bil si jezen, kaj ne? Nisem bil jezen. Nisi bil jezen, ko si se soočil z ženo glede teh sporočil. Bila sem vznemirjena. Tožilka je nato prišla do dneva pohoda, za katerega Gerhard priznava, da je bila njegova ideja na Arielin rojstni dan. Ampak Ariel tisti dan ni šla tako daleč po poti, kaj ne? Ne. Ker Ariel ni hotela več hoditi, kaj ne? Ja, prišel je trenutek, ko Ariel ni več hotela hoditi. Ariel je odstopila od tvojega načrta, da bi šla po tem delu poti, kaj ne? Tega ne bi tako opisal. No, načrtoval si, da greš po tem delu poti, kaj ne? Tako je. In Ariel ni sledil temu delu načrta, kaj ne? Ja. In na neki točki si dejansko sam nadaljeval po poti, kaj ne? Tako je. Brez Ariela. Tako je. Na njen rojstni dan. Tako je. Ampak te ni spremljala, kaj ne? Ne. Ni te spremljala po tej ozki poti ob tem ogromnem klifu, kaj ne? Tako je. Tožilec je zasliševal Gerharda glede njegovih trditev, da ga je napadla Ariel. Večji si od Ariel, kaj ne? Da. Vsaj v času kaznivega dejanja oziroma v času incidenta si imel vsaj 20 funtov več kot ona, kaj ne? Ja, približno 20 funtov. Si močnejši od nje, kaj ne? Verjetno. Si zdravnik, torej veš, da so moški na splošno močnejši od žensk, kaj ne? Da. To je zgolj znanstveno vprašanje testosterona, kaj ne? To drži. Ampak pričate, da vas je Ariel uspela potegniti na tla. In vas je potegnila nase, kaj ne? Tako je. Potem ste pričali, da vas Ariel ni spustila s sebe, kaj ne? To je pravilno. Pričali ste, da je ovila noge okoli vas, kaj ne? Ovila je vsaj eno nogo okoli mene, ja. Včeraj ste rekli noge, kaj ne? Mislim, da sem rekel noga. Bila je vsaj ena. In pričali ste, da vas je zagrabila zamuda, kaj ne? Res je. In da ni hotela popustiti prijema, kaj ne? Tako je. Ves ta čas si bil na njej, kaj ne? To je pravilno. In potem ste pričali, da je Ariel vzela tisti kamen. Zdaj bom vzel dokazni predmet številka 2. Pričali ste, da je Ariel vzela ta kamen in vas udarila v obraz. Ali ni tako? Tako je. In rekli ste, da vas je prvi udarec kar dobro zadel, kaj ne? Tako je. In rekli ste, da je še naprej poskušala, kaj ne? Tako je. In pričali ste, da ste poskušali začeti odbijati udarce, kaj ne? Da. In pričali ste, da je dejansko zadela še nekajkrat, kaj ne? Da. Torej, ne veste, koliko udarcev je bilo, kaj ne? Ne. En dober udarec v stran obraza, kaj ne? Tako je. Tožilec je nato vprašal Gerharda Königa o njegovih domnevnih spolnih zahtevah. Samo da še enkrat pojasnimo. Danes zjutraj ste izpovedali, da do Ariela niste imeli spolnih zahtev. Je to pravilno? Mislim, da smo. Vprašanje je bilo, ali sem kdaj zahteval seks od Arija. In nikoli nisem zahteval seksa od Arija. Torej pravite, da tega nikoli niste zahtevali, kaj ne? Tako je. Kako pogosto si želel seksati z Ariel? Ni bilo določenega števila krat. Bilo je vsak drugi dan, kaj ne? Kaj je bilo vsak drugi dan? Želel si imeti spolne odnose z Ariel vsak drugi dan. Ali ni tako? V določenih obdobjih najinega razmerja sva imela spolne odnose. Prepričan sem vsak drugi dan v tistem obdobju, ampak nikoli ni bilo trenutka v najinem razmerju, ko bi jaz. Kakšno je vprašanje? Torej, decembra 2024, potem, ko ste se soočili z Ariel glede tega razmerja, ste še vedno želeli imeti spolne odnose z njo vsak drugi dan. To ni res.
Gerhard Koenig je povedal, da on in Ariel po decembru 2024 nista več imela spolnih odnosov. Porota bi lahko začela posvetovanje po dolgem velikonočnem vikendu. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anželet Levi. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.